Plazma zvočniki. Plazma zvočniki so vrsta zvočnikov, ki namesto z membrano zrak tresejo s pomočjo visokoenergijske električne plazme. To storijo s spreminjanjem električnega obloka in korone. Za začetek spoznajmo ta dva pojma. Električni oblok je vrsta električnega preboja. Gre za dlje časa trajajoč preboj, ki nastane ob električnem preboju plina, kar povzroči veliko znižanje električne odpornosti, nastali tok pa povzroči ionizacijo plina in s tem nastanek plazme. Ker je odpornost obloka zelo nizka, je lahko električni tok zelo visok, saj je omejen samo z impedanco električnega tokokroga. Zaradi nizke odpornosti je za vzdrževanje obloka potrebna zelo nizka napetost. Do električnega obloka lahko pride v primeru zadosti visoke napetosti med dvema prevodnima deloma, elektrodama, ki medsebojno nista v stiku, ali pa ob stiku in počasnem razmikanju dveh prevodnih delov, ki sta priključena na napetost. Z naraščajočo jakostjo električnega toka se temperatura obloka poviša, kar poveča tudi ionizacijo plina. Posledično znižanje odpornosti povzroči nadaljnje povišanje toka, zaradi česar oblok postane nekontroliran in povzroča škodo. Korona je vrsta električnega preboja, ki je podobna električnemu obloku, le da se pojavi okoli prevodnika. Korone se občasno pojavijo na visokonapetostnih sistemih, če ne omejimo moči električnega polja. V splošnem se korona pojavi, ko je gradient električnega polja okoli prevodnika dovolj visok, da okoli sebe ustvari prevodno območje, ni pa dovolj velik, da bi ustvaril standardni preboj. Korone vidimo vsak dan. Efekt se namreč uporablja v žarnicah. Delovanje plazma zvočnikov. Plazma zvočniki delujejo s pomočjo dveh pojavov. Prvi je ionizacija plinov, kar povzroči, da se njihova odpornost drastično zniža. Posledično pa lahko sedaj izredno prevodni plini vibrirajo sinhrono z električnimi polji. Drugi pojav pa je plazma, ki nastane pri preboju, ki sama predstavlja polje ionov in ima zanemarljivo maso. Okoliški zrak, ki je mehansko vezan na plazmo, se premika skupaj z njo in ustvarja vibracije, torej zvok.
To pomeni, da ko se premika plazma, odrine tudi zrak. Sestava plazmazvočnika. Ena izmed možnih shem plazmazvočnika izgleda takole. Čip TL494 deluje kot oscilator in modulator. Proizvede visoko frekvenco, nekje med 5 in 45 kHz, ki požene transformator, da slednji sproži visokonapetostni preboj. Ko čip sprejme signal zvočnega zapisa, le-tega spremeni v frekvenco, ki jo razume transformator. Plazma v preboju nato vibrira v skladu s to frekvenco. Tako lahko iz preprostega brnenja preboja dobimo zelo lepo predvajanje zvočnega zapisa. Plazmazvočniki spadajo v družino tako imenovanih brezmasnih zvočnikov. Zvok proizvaja plazma, ki ima zanemarljivo maso, zato se natančnost predvajanja zvoka ohrani tudi pri zelo visokih, že neslišnih frekvencah. Plazmazvočniki so torej zmožni proizvajanja zelo kvalitetnega zvoka. Problem plazmazvočnikov pa je jakost zvoka. Ker je plazma sestavljena iz zelo majhnih delcev, ni zmožna premikati velikih količin zraka. Plazmazvočniki lahko zato po večini igrajo le zelo potiho. Pa še nekaj o zgodovini. Plazmazvočniki so se razvili kot izboljšava pojočega preboja iz leta 1900. Prvi plazmazvočniki so bili sestavljeni iz slabših komponent in so zato delovali le nekje od 200 do 300 ur. V sredi prejšnjega stoletja so prevladovali plazmazvočniki z vakuumskimi cevmi. Kasneje pa so razvili plazmazvočnike s trdimi komponentami, ki so cenejši in bolj zanesljivi. V preteklosti so bili za kratek čas uporabljeni kot visokotonski zvočniki na nekaterih audiosistemih. Kljub temu pa se plazmazvočniki na trgu niso obdržali, zaradi cenejših in varnejših alternativ. Danes jih lahko naredimo le sami doma.
Če si upamo.